Lepo pozdravljeni. Sem Marija Solnar Dolenc in vam bom skupaj z Mašo Kenda, obe prihaja z Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, predstavila uporabnost računalniških metod kot alternativ testiranju na živalih. Začnimo. Verjetno ste se že kdaj spraševali, kako pridobimo podatke o tem, kako varna oziroma nevarna je spojina, ki jo uporabljamo oziroma smo izpostavljeni v nekem izdelku. In seveda, kako določimo, v kakšni količini jo lahko varno uporabljamo in smo ji izpostavljeni, ne da bi prišlo do neželenih oziroma toksičnih učinkov. Si poglejmo, kako te podatke pridobimo. Seveda, testiranje snovi na človeku ne pridejo v poštev, saj to ne bi bilo etično. Res pa je, da precej podatkov o toksičnosti snovi za človeka kljub temu dobimo zaradi namerne ali nenamerne izpostavitve. Tu igrajo pomembno vlogo tudi različne industrijske nesreče, kot je bila tale v Sevesu, ki je povzročila izpostavljenost velikega števila ljudi dioksinu, eni najbolj toksičnih sintezno pridobljenih snovi, ki povzroča zmanjšano delovanje imunskega sistema, aknaste spremembe na koži, rakava obolenja in je celo reproduktivno toksičen. V nekaterih primerih pa celo izvajamo preizkušanje varnosti uporabe snovi s kontroliranimi poskusi na človeku. Na tak primer so zdravila in ravno zdaj tečejo varnostne študije za uporabo različnih cepiv proti koronavirusu na ljudeh. Ne smemo pa pozabiti, da tudi kozmetične izdelke testiramo na ljudeh. Največ podatkov za vrednotenje toksičnosti snovi še vedno pridobimo iz kontroliranih poskusov na živalih. Iz njih lahko ocenimo, kako nevarna je spojina tudi za človeka in določimo meje varne uporabe. Pri tem uporabimo različne vrste živali, kot so tudi kazani, tako glodavce, predvsem miške, podgane in sesalce, pse in kunce. Kakšna je toksičnost snovi za vodne organizme, pa določamo na vodnih bolhah, ki so tule prikazane. Pri tem se pa srečujemo s trpljenjem živali, ki sodelujejo v teh poskusih. Tule vidimo posledice testiranja draženja snovi na koži zajcev, tako imenovan Draizejev test, ki je danes že nadomeščen z drugimi tako imenovanimi alternativnimi metodami, ali pa podgano, ki vnašajo raztopino snovi direktno s kanilo v želodček. Nič kaj prijetno ne more biti tem živalcem, kaj ne. Zato se uvajajo novi alternativni testni sistemi, ki vključujejo le humane celice ali celične linije, pridobljene iz nesmrtnih rakavih celic, ali pa se poskusi opravljajo na modelih z umetno vzgojenimi tkivi. Vse bolj se uveljavljajo tudi računalniške in siliko metode, ki na osnovi primerjave strukture snovi z nekim toksičnim učinkom napovedo istovrstni učinek za spojino, za katero tovrstnih učinkov še ni bilo testiranih oziroma niso bile še v te namene preizkušene. Pri vrednotenju varnosti snovi se srečamo tudi s potrebo po mednarodno usklajenem testiranju toksičnosti. Pri tem so se izoblikovale naslednje smernice, ki pravijo, da je potrebno testiranja na živalih v čim večji meri nadomestiti z računalniškimi in siliko metodami in vivo metodami. Hkrati je treba tudi razviti take metode, ki jih je lahko uporabljati in ponoviti v vsakem ustrezno opremljenem laboratoriju. Ter v čim večji meri uporabiti že razpoložljive podatke o varnosti snovi, če jo želimo, na primer, uporabiti v novem izdelku. Zelo velik poudarek je prav na uporabi novih alternativnih metod z namenom, da zmanjšamo število in trpljenje živali v in vivo poskusih. V letu 1959 sta William Russell in Rex Birch v svoji knjigi objavila načelo oziroma
pravilo 3 R-jev. Načelo zamenjave oziroma nadomestitve, zmanjšanja števila uporabljenih živali v poskusu in izboljšanja pogojev izvajanja poskusov na živalih. Kaj pa pravzaprav dosežemo s temi alternativnimi metodami? Dobro ponovljivost rezultatov poskusov. Potrebujemo zelo majhne količine testne snovi, zato imamo tudi majhne količine odpadkov. Cenovno so ugodnejše, predvsem pa zmanjšamo trpljenje živali in njihovo število v poskusu, kot je to tudi tule prikazano, ko Draizejev test nadomestimo z popolnoma in vitro poskusom za merjenje iritabilnosti in korozivnosti. Kakšne so pomanjkljivosti teh alternativnih metod? Ne moremo oceniti sistemskih učinkov, če smo seveda izpostavili samo določene celice ali si pomagali z napovedovanjem z in silico modeli. Ne moremo tudi predvideti občutljivosti organov. Ne moremo testirati kronične izpostavitve snovi. Da bi odpravili te pomanjkljivosti, razvijajo nove sisteme, kot so organi na čipih, ki jih lahko bi povezali med seboj in ustvarili miniaturni posnetek človeka. Bomo videli, kdaj bo to mogoče. No, v nadaljevanju pa vam bo Maša razložila, kako z različnimi računalniškimi metodami in silico metodami lahko ocenimo, ali spojine motijo delovanje hormonov v človeškem telesu in delujejo kot motilci endokrinega sistema. Ja, lepo pozdravljeni na Noči raziskovalcev Fakultete za farmacijo še v mojem imenu. Jaz sem Maša Kenda in vam bom predstavila računalniške metode za napovedovanje endokrinega delovanja snovi. Pa najprej poglejmo, kaj pravzaprav so snovi z endokrinim delovanjem. To so snovi, ki na kakršenkoli način spremenijo delovanje endokrinega sistema oziroma hormonskih sistemov v organizmu. Rečemo jim motilci endokrinega sistema oziroma tudi hormonski motilci. Delujejo pa tako, da lahko motijo tvorbo, sproščanje, transport, presnovo, vezavo, učinek ali pa izločanje naravno prisotnih hormonov v organizmu. Hormoni v našem telesu se vežejo na hormonske receptorje v citoplazmi celic, nato preidejo v jedro in sprožijo nek odziv. Snovi, ki hormone oponašajo, njihovi mimetiki ali agonisti, se prav tako vežejo na te hormonske receptorje, vendar sprožijo povečan odziv. Imamo pa tudi snovi, ki so blokatorji hormonov oziroma antagonisti hormonov, ki po vezavi na te receptorje odziv zmanjšajo. Zaradi takšnega delovanja motilcev endokrinega sistema jih danes povezujemo s težavami v nevrološkem razvoju, s težavami v delovanju imunskega sistema, z razvojem debelosti, sladkorne bolezni, raka, neplodnosti in tudi s težavami v razvoju spolnih organov. Ker so hormoni najbolj pomembni v obdobjih, ko najbolj aktivno poteka razvoj organizma, so obdobja, ko motilci endokrinega sistema predstavljajo največjo grožnjo nosečnost, otroštvo in puberteta. Najbolj poznan motilec endokrinega sistema je bisfenol A, ki je prisoten v plastiki in omogoča njeno prožnost. Najdemo ga na primer v konzervah, stekleničkah za otroke, v plastenkah. Uporabljen je sicer že leta, vendar ko so BPA povezali z rakom dojk, z neplodnostjo, zgodnjo puberteto in s težavami v razvoju, so ga v nekaterih državah za nekatera področja uporabe prepovedali. Prepovedan je na primer na Danskem za uporabo v stekleničkah za otroke. Takrat so se pojavili izdelki z oznako BPA-free oziroma ne vsebuje bisfenola A. In takšnih izdelkov je sedaj na trgu ogromno. Problem pa je, da namesto bisfenola A
ta plastika sedaj vsebuje druge bisfenole, za katere pa toksični učinki še niso dobro raziskani. Teh bisfenolov je cela abeceda in govorimo o tako imenovani toksični abecedni juhi. No, danes bomo z računalniškimi metodami poskušali napovedati vezavo 3 bisfenolov na hormonske receptorje. In sicer bomo to naredili za bisfenol A, za bisfenol AF in za bisfenol S. Uporabili pa bomo orodji Endokrini disruptom in Virtual Tox Lab. Najprej bomo poiskali enovrstični zapis za molekulo bisfenola A, ki ji rečemo SMILES. To kodo bomo nato vnesli v program, dodali še ime molekule BPA in začeli s preračunom. Program Endokrini disruptom poda rezultate v obliki barvne lestvice, in sicer rdeča barva pomeni najvišjo možnost vezave na dani receptor, zelena pa najmanjša. Za delo v drugem programu, ki ga bomo uporabili, to je Virtual Tox Lab, pa moramo najprej izrisati molekulo, za katero želimo delati preračune. V tem primeru pripravljamo bisfenol A. Tako, ko imamo molekulo izrisano, moramo še prilagoditi njeno prostorsko konformacijo, preden začnemo s preračuni. Ko smo tako pripravili molekulo, se vrnemo v krovno okno programa Virtual Tox Lab in najprej označimo tarče, za katere želimo, da nam program izračuna afiniteto vezave. V našem primeru bomo izbrali jedrne receptorje. Molekulo, za katero želimo preračun, nato označimo še z imenom in začnemo. Bisfenol A je tako dodan v vrsto spojin, za katere želimo opraviti izračune. Sam izračun traja nekaj ur, zato smo za naše bisfenole to naredili predhodno. Rezultate dobimo v obliki vijoličnih ali belih okenc, na katere moramo klikniti, da vidimo koncentracijo, pri kateri je predvidena vezava danih bisfenolov na jedrne receptorje. Z obema programoma smo preračunali možnost vezave na hormonske receptorje za vse 3 bisfenole. Če pogledamo rezultate za estrogenski receptor alfa in beta, vidimo, da je endokrini disruptom predvidel močnejšo vezavo BPAF-ja kot BPA-ja ter šibkejšo vezavo BPS-ja kot BPA-ja. Podobno je napovedal tudi program Virtual Tox Lab, kjer vidimo, da so za BPAF predvidene vezavne koncentracije nekoliko nižje kot za BPA, ter precej višje oziroma ni vezave BPS-ja. Ko to primerjamo z in vitro rezultati na celičnih linijah, ugotovimo, da obstaja precejšnje ujemanje v tej napovedi, namreč BPA se na estrogenske receptorje veže dejansko pri 330 oziroma 120 nanomolarnih koncentracijah, BPAF deluje že pri dosti nižjih koncentracijah, medtem ko BPS pri precej višjih. Na ta način smo z računalniškimi orodji predvideli, kako bodo ti 3 bisfenoli delovali na hormonske receptorje. Hvala za pozornost. Predstavitev sva za vas pripravili Maša Kenda in Marija Solnar Dolenc.